Oj, otroci, kako hitro je minil teden, pa čeprav moramo biti vsi doma. Zopet je sreda, nova zgodbica, ki nosi naslov Aprilček. Le kdo je bil Aprilček? Kaj mislite? Verjetno ste vsi pomislili na mesec april. Aprilček ni mesec, temveč je mali zajčji škrat, ki je prišel na svet v mesecu aprilu. Verjetno tudi tega ne veste, da vsak škrat, ko se rodi, dobi ime po mesecu, v katerem se rodi. Vsakemu škratu je ob rojstvu dodeljena naloga, ki jo mora upravljati v svojem škratjem življenju. Tako je Aprilček postal zajčji škrat, ki je vse svoje življenje skrbel za zajčke. Rad jim je pomagal in se z njimi igral. Najbolj težko pa je vsako leto čakal mesec april, ker, saj veste, takrat se barvajo jajčka. Rad je presenetil zajčke s pisanimi pirhi, ki jih je skrival po grmičkih in travi. Zajčki pa so se, ko so jih iskali, neizmerno zabavali. Včasih jim je pripravil tekmovanje pri iskanju pirhu. Na koncu pa so vedno izbrali najlepši pirh. Izbira najlepšega pirha je bila zelo težka naloga. To pa zato, ker so bili zajčkom vsi pirhi zelo všeč. Po dolgem razmisleku so vedno izbrali enega, ki so ga vsako leto spravili na posebno mesto za spomin. Navdušenje zajčkov nad pirhi je Aprilčku zelo godilo, tako da se je vsako leto še bolj potrudil pri barvanju. Včasih pa tudi v življenju škratov ne gre tako, kot bi moralo, in mu kdo kaj zagode. To se je zgodilo tudi Aprilčku. Ves mesec si je pripravljal jajčka, vedno jih je izpihal. Zdaj boste pa rekli, kako jih je izpihal? Ja, čisto enostavno, zgoraj in spodaj je naredil luknjico in nato s svojimi škratimi pljučki izpihal beljak in rumenjak. Lupino jajčka je opral in pustil, da se bo sušila. Tako je bilo jajce pripravljeno za slikanje. Rumenjake in beljake pa ni vrgel stran, ampak si jih je spekel včasih za zajtrk, včasih za večerjo. Aprilček je tako pripravljal jajčke in razmišljal, katere barve bo letos uporabil za poslikavo. Na nebu je sijalo sonce, bil je prijeten topel dan. Sredi razmišljanja je nekaj pribrenčalo okoli njegove glave. Aprilček je pogledal in zagledal komarja Cveta. Kaj nisi malo prezgoden, Cveto, je rekel. Meni se zdi, da si ti malo pozen. Pomlad je pohitela in večina živali in živalic je že zunaj in uživamo na soncu. Kaj res? Se je začudil Aprilček, ko ga je nekaj podsukalo za hlače. Ozrl se je proti tlom in videl Martinčka Staneta. Stane si je nekaj mrmral in se zasmejal. Aprilček, res je, kar ti pravi Cveto, škrat, ti zamujaš. Ubogi Aprilček je začudeno gledal oba, a ni mogel odgovoriti, ko je na svojih dolgih, vitkih nogah priskakljala kobilica Marjeta in rekla: Kar poslušaj ju, prav imata. Kaj se dogaja s tabo, škrat? Letos ne bo nič jajc za zajčke. Aprilček je ves obupan in žalosten gledal, ko je priletela čebelica Rozi in rekla: Namesto da spravljate Aprilčka v jok, je bolje, da mu pomagamo. Kaj? Kako mi boste pomagali?
Ja, pomagali ti bomo pobarvati jajca, so rekli. Čebelica Rozi je predlagala, da pokliče še nekaj drugih čebelic, ker znajo pač čebele poprijeti za vsako delo. Vsi so bili za to. Aprilček jim je pripravil barve in začeli so barvati. Komar Cveto je namakal barve svojo dolgo želo, posrkal malo barve in pihnil v jajce. Martinček Stane je barval s svojim repom, opletal je z njim po jajcu tako, da je barva špricala povsod naokoli. Kobilica Marjeta je skakala iz barve na jajca in nazaj v barvo, tako da je naenkrat barvala kar 3. Čebelice z Rozi na čelu pa so umirjeno slikale s svojimi nožicami vsaka zase. Škratek Aprilček je opazoval njihovo delo, dodajal barve in se čudil, obenem pa razmišljal, kako da zamuja, če še ni mesec april. Ko so bili vsi zatopljeni v svoje delo, je odšel do stare bukve, v kateri je imel svoj domek, in pogledal na koledar. V svojo bradico je mrmral: škrat januar, ta je zimski škrat, in škrat februar, ta je pustni škrat. Ti so že bili. Zdaj je marčev škrat, to je škrat pomladi, in potem pridem na vrsto jaz. Aprilček, a ne? Tako si je rekel. Jaz nič ne zamujam. Res pomlad malo prehiteva, a tale druščina me je malo nahecala ali pa celo malo nalagala. Zdaj moram le še ugotoviti, zakaj. Potiho se je približal in poslušal njihov pogovor. Komar Cveto je ravno pogledal naokoli in ker ni videl Aprilčka, je rekel: dobro ste sodelovali, da smo Aprilčka prepričali, da zamuja. Res je, vedno sem si želel barvati jajčka s svojim repom, je rekel Martinček Stane zadovoljen. Kobilica Marjeta pa je dodala: takšnih pirhov, kot jih delam danes, še ni videl svet. Moji so naravno za na razstavo. Čebelice so molčale in barvale naprej. Le Rozi je rekla: vedno sem si želela barvati pirhe in upam, da nam Aprilček ne bo zameril to malo laž. Ko je škrat Aprilček to slišal, se je nasmehnil, a ko se je vrnil do njih, se je delal še naprej zaskrbljenega in žalostnega. Pridno jim je dodajal barvo, pirhe pa natikal na palčko, da so se sušili na soncu. Ko je sonce že počasi zahajalo, so vsi utrujeni obmirovali. Z občudovanjem so gledali svoje izdelke. Aprilček pa jim je rekel: res ste se potrudili, zelo ste mi pomagali, tako zelo, da jaz nisem pobarval niti ene jajčke, in to namenoma. Res ste me najprej prestrašili, da zamujam, a kmalu sem ugotovil, da ste se mi zlagali. To pa ni lepo in se za nikogar ne spodobi. Veliko bolj enostavno bi bilo, če bi mi rekli, da želite barvati jajčke in mi pomagati. Kot veste, sem jaz Aprilček, škrat vseh zajčkov, za vas pa skrbijo škratki drugih mesecev. Vse je postalo sram za to laž, a ko so mu povedali, kako so si želeli barvati jajca, jim je oprostil. Celo povabil jih je, da mu drugo leto
pridejo pomagat. A obljubiti so mu morali, da ne bodo več lagali. Seveda so vsi v en glas obljubili, da kaj takega nikoli več ne ponovijo. Nato so se poslovili. Komar Cveto je odletel proti vejam dreves. Martinček Stane se je odplazil pod kamen, kobilica Marjeta je 3-krat poskočila in že je ni bilo več. Rozi in čebelice pa so pomagale škratku Aprilčku pospraviti barve, nato so tudi one zadovoljne odletele. Škrat Aprilček pa se je odločil, da bodo vsi, ki bodo želeli, lahko od sedaj naprej barvali svoje jajčke. In še to, da bo on le opazoval in pomagal pri barvanju. Tako ne bo nikoli več potrebno lagati za nekaj, kar bi radi počeli. Še danes je tako, zdaj, ko je tu April in ko boste doma barvali jajčke, vas morda obišče sam škrat Aprilček in vam pomaga, če se vam kaj zalomi ali gre narobe. Ali pa kar tako, da vidi, kako ste pobarvali pirhe. Upam, da se boste kmalu lotili dela. Uživajte v ustvarjanju in če vam je bila moja aprilska zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. Se vidimo!